Ljubljanske Murgle veljajo za izvrstno sosesko enodružinskih hiš. Naselje, ki sta ga načrtovala zakonca Ivanšek, spada med urbanistično najbolje zasnovana pri nas. Ena izmed hiš je s prenovo postala čudovit dom za tričlansko družino. Z inovativno prenovo in domišljenim opremljanjem je preprosta hiša v mirni soseski Ljubljanskih Murgel postala pravi balzam za oči in duha. K temu je pripomogla pogumna odločitev arhitektov, odprtje razsežnega ostrešja, ki poskrbi za prostornost, in kar 13 metrov dolg lesen pult, ki se vije skozi vse osrednje prostore. Prenovo sta zasnovala arhitekta Janja Brodar in Goran Rupnik iz biroja Riba arhitekti skupaj z arhitektko Manico Lavrenčič. Janja in Goran, pozdravljena. Za začetek me najprej zanima, kot arhitekta, kakšno hišo sta dobila za projektiranje in kako sta se dela lotila? Dobila sva murgelsko hišo, naročniki so jo kupili in hiša je bila praktično prenovljena. Pohištvo je bilo novo, manjkal je pa en duh, pa eno veselje. In najprej smo pravzaprav povezali vse tri prostore, kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v en prostor. Zato smo namestili ta dolgo potezo, ki jo tukaj vidimo tukaj zadaj, in s tem smo dobili eno dimenzijo, ki se pravzaprav vleče še naprej skozi okno. To je bila horizontalna dimenzija. Naslednja stvar je pa vertikala, to je pa to zgoraj. Ideja je bila, da hišo povišamo, poiskali smo, kje bi to lahko naredili, in smo se odločili, da bomo del strehe odprli. In to smo dobili to dimenzijo zgoraj, svetlobo z vrha. Mislim, da je to hišo bistveno spremenilo. Zdaj, predtem ta hiša je pritlična. To pomeni, da je cela v enem nadstropju in celo je pač prikrival raven strop. In na en način bi lahko rekli, da je to tudi samo stanovanje. Zdaj pa, ko smo mi odprli ta strop in dobili element strehe, ostrešja, smo mi s tem v bistvu dobili hišo. Se pravi, to ni več stanovanje, ampak hiša. In ta občutek ostrešja, te neke trdnosti, nekega baldahina ali pa strehe, ko se pne nad nami, to se mi zdi, da da občutek domačnosti, neke varnosti, dežnika nad sabo, te pokrivnosti in strehe. Naročnika sta izpostavila skandinavski stil. In ta stil je pač preprost. In mislim, da smo z vsemi elementi to dosegli. Mi smo pa rekli, dajmo tu noter še les. In to ta prav les, ne furnir. Potem smo angažirali prijatelje, ki delajo drugačno pohištvo, in smo vse detajle in ves les je iz istega materiala. Gre pa za to, da to je les iz podrtih kozolcev, iz starih lesenih hiš. Se pravi, ta les je star že cirka 100 let in ima eno življenje že za sabo. In če dobro pogledamo, se to čuti. To je neka energija, ki jo daje. Mislim, da je to tista domačnost, ki tu izžareva se v tej hiši. Poleg lesenih smo pa izbrali tukaj še en material, ki se nam tu zdi zelo zanimiv, in to je kovina. Recimo izpostavila bi to napo v kuhinji, ki da en tak občutek, kot da je to neko ognjišče, spet neko srce doma. Ta obloga je nastala na novo za drva in spodaj podstavek in lestev, ki gre na ta odprt del ostrešja. Zdaj, mi, ko smo ostrešje odprli, smo s tem tudi dobili vhod na podstreho. Mi te kovinske kose zasnujemo, ne bi jih pa uspeli izvesti, če ne bi imeli dobrega prijatelja. To je izvrstni arhitekt Tomaž Čeligoj, ki je zdaj bivši arhitekt, pa zdajšnji izvrstni varilec. In mi redno z njim sodeluje in to je ena taka dogodivščina. Rezultat ne more izostati z njim. Kdaj pa je bila ta hiša zgrajena? Konkretno ta hiša je bila zgrajena leta 1982, sicer pa so se cele Murgle, to je eno naselje, ki je bilo narejeno, ki se je začelo načrtovati že prej, je bilo narejeno v več fazah. Načrtovala sta ga zakonca Ivanšek in velja za eno najboljših, urbanistično najboljše zasnovanih naselij pri nas. Načrtovano je bilo po skandinavskem vzoru in v času, ko so se pri nas gradile visoke soseske, ne vem, recimo Fužine in neka velika blokovska naselja, sta onadva to naselje zasnovala zelo nizko in gosto gradnjo. To gre za vrstne in atrijske hiše. Posebnost vsake od teh hiš je, da ima svoj intimen zunanji košček narave. To je ta atrij, ki ga tukaj vidimo. Zdaj, v nasprotju tega intimnega atrija, ki je res neprecenljiv košček tvoje narave, so pa murgelske hiše zelo fine tudi v tem, da en del hiše, in sicer to je bila ta kuhinja, je pa orientiran na dostopno pot,
Tako da ti, ko kuhaš, lahko gledaš, kdo prihaja, na drugi strani, na jugu, pa imaš to intimo tega atrija. Zdaj smo več ali manj govorili o kuhinji in o dnevnem prostoru. Kako je pa z drugimi prostori? Mi smo zgodbo tega lesa, o katerem smo prej govorili, želeli nadaljevati tudi na obstoječem pohištvu, ki je bilo v bistvu kvalitetno, ni pa imelo neke duše. Zato smo na primer v hodniku, v garderobi in v spalnici vsa držala, ki so bila prej neka kovinska, smo jih zamenjali z masivnimi lesenimi držali, ostalo od omar smo ohranili. Potem naprej smo posteljo v spalnici smo oblikovali s tem tapeciranim naslonom. Ena majhna posebnost te spalnice pa je ta lesen drog, na katerega lastniki odlagajo oblačila in ima malo te baletne konotacije. Cela druga zgodba pa je otroška soba, ki je pa cela narejena po meri. Tu pa je spet ta kombinacija lesa in pa kovine. To je en tak simpatičen element, ki je hkrati in postelja, in omara, in igrišče, in nasploh en tak barvit kos, ki poživi tisto sobico, recimo. Pika na i tega stanovanja, hiše, pa se zdi, da so umetniški eksponati. Ja, res je, kosi, ki smo jih kupili, ki so dizajnerski, so slovenskega ali pa skandinavskega izvora. Tukaj je treba omeniti stole Nika Kralja, tu govorimo o lučeh, govorimo o drobnih predmetih. Vsi so neki lepo oblikovani kosi, poleg tega pa je še veliko slik. In tu se pa kaže ta dober občutek za lepo od naročnikov. Kakšen pa je koncept vrta znotraj celega območja te hiše? Pritlična hiša jasno mora imeti izhod na vrt. In ta vrt tu je sicer majhen, ampak še vedno dovolj velik, da smo ga razdelili na dva dela. En del je ta zen vrt, ki sem ga že omenil, se pravi sedimo na kavču, ga opazujemo, zunaj je japonska češnja, divja trta, ki se skozi letni čas spreminja in ta je res namenjen eni meditaciji. Pa majhen javor, še mlad. Tako, to bo vse še zraslo. Drug del vrta je pa ploščad, lesena, na kateri imamo mizo, na kateri se dogaja vse tisti del leta, kjer mi tam zunaj živimo. Da smo to dodali še eno res materialnost, smo po tem kotu naredili na licu mesta, vlili dolg betonski pult, in tam gor se pač odvija ves tisti žar. Pomožna zunanja kuhinja. Tako, zunanja kuhinja pač mora biti na takem vrtu. Vse je slišati tako lepo enostavno. Kaj pa je bil največji izziv vajin pri tej hiši? Ne samo pri tej hiši, izziv je vedno podoben. Kako združiti naročnikove želje, lastnosti hiše, naše znanje, budžet in vse to zapakirati v eno zgodbo, ki se mora tudi v bistvu uspešno dokončati. Kar pomeni, da na koncu prostor služi naročniku, pa da mi, ki smo sodelovali skupaj, tudi ostanemo res v krasnih odnosih. In tu v tej hiši je to sigurno pokazalo. Imeli smo ob zaključku projekta, so nas naročniki povabili, smo imeli zabavo dolgo v noč. Ta vsa velika okna v dnevni sobi so bila odprta in še enkrat meni se je takrat zdelo, da se je pokazalo, da so Murgle dejansko zelo v redu kraj za prebivanje, ker se nihče od sosedov kljub glasni muziki in kljub vsej zabavi, ki se je tle zgodila, ni pritožil. Seveda ne, veselili so se z vami. Ja, to je redkost.